celebriamo la grande festa della Pentecoste. Danes obhajamo velik praznik Pinkošti, ki je Gesù višek in dice izpolnitev un velikonočnega altro časa, 50 dni po Kristusovem vstajenju. Bogoslužje nas vabi, da odpremo svoj razum in svoje srce daru Svetega Duha, ki ga je Jezus večkrat obljubil svojim učencem. To je prvi in osnovni dar, ki nam ga je on dosegel s svojim vstajenjem. Ta dar je Jezus sam izprosil od Očeta, kakor to potrjuje današnji evangelij, ki se dogaja med zadnjo večerjo. Jezus pravi svojim učencem: če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Paraklita, da bo ostal pri vas vekomaj. S temi besedami je papež Frančišek nakazal osnovno misel današnjega binkoštnega praznika. Z okna apostolske palače na trgu svetega Petra med nagovorom pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče dejal: danes bo v zelo primernem kontekstu binkošti objavljena moja poslanica za naslednji svetovni misijonski dan, ki ga vsako leto obhajamo na 3. nedeljo v oktobru. Sveti Duh naj da moč vsem misionarjem ad gentes in naj po vsem svetu podpira poslanstvo Cerkve. Sveti oče med opoldanskim nagovorom še dejal: te besede nas predvsem spominjajo, da se ljubezen do neke osebe in tudi do Gospoda ne pokaže z besedami, ampak z dejanji. Tudi držati se zapovedi je potrebno razumeti v bivanskem pomenu, torej na način, da je v to vključeno vse življenje. Saj biti kristjani ne pomeni predvsem pripadati neki kulturi ali nekemu nauku, temveč predvsem vezati svoje življenje v vsakem njegovem vidiku na Jezusa in po njem na Očeta. Za ta namen pa Jezus obljubi izlitje Svetega Duha na svoje učence. Ravno po zaslugi Svetega Duha, ljubezni, ki povezuje Očeta in Sina, ter iz njo izhaja, lahko živimo isto Jezusovo življenje. Duh nas namreč uči vsako stvar, oziroma edino potrebno stvar, torej ljubiti kot ljubi Bog.